letošnji april pokazal zobe in poskrbel za skoraj zimsko vreme, pa je zato bil maj bolj prizanesljiv in celo njegovi ledeni možje niso poskrbeli za še kakšno presenečenje v smislu pozne zmrzali. Seveda so to izkoristili vsi tisti, ki radi vrtnarijo in so pohiteli, da vsaj malo nadoknadijo zamujeno. Tokrat prvi prispevek namenjamo sajenju in vzgoji kapusnic. Če vemo, da je zelje v vseh svojih oblikah od nekdaj veljalo za osnovno hrano Slovencev in je popularno še danes, ne bo odveč kakšen nasvet. Ena od skoraj pozabljenih sadnih vrst je skorš. V preteklosti je rastel skoraj na vsaki kmetiji, potem pa je nenadoma izginil. Zdaj postaja spet popularen in za sajenje teh zanimivih dreves se odloča vedno več sadjarjev. Današnje kmetije se odlikujejo po pestrosti in raznolikosti, saj se sodobni kmetovalci odločajo za vse mogoče usmeritve. Ena od teh je ekološka kmetija Vodnjov iz Zagriča pri Primskovem. Zelje je ena od bolj priljubljenih zelenjadnic pri nas. Velja za klasiko slovenske prehrane in je nepogrešljivo v vseh možnih oblikah. Jemo svežega in kislega poleti in pozimi in mirno lahko zapišemo, da je od nekdaj železni repertoar naših kuhinj. Poleg tega, da je dobro in okusno, je tudi izjemno zdravo in odličen vir C vitamina, kar so vedeli že v preteklosti, saj so ga s seboj na dolge plovbe po oceanih jemali mornarji in so z njegovim uživanjem preprečili bolezen skorbut. V našem podnebju odlično uspeva, seveda pa je tudi pri njegovi vzgoji potrebno upoštevati nekaj pravil. Zelje res, to je naša, lahko bi rekli, celo avtohtona rastlina. Vse te kapusnice, ki jih sadimo. Zdaj sadimo že veliko vrst raznih kapusnic, kar je zelo pohvalno, saj lahko potem naredimo, imamo raznovrstno solato, hrano, ki jo potem na razne načine pripravljamo. Od raznih brokolijev, cvetač, ki jih potem lahko skuhamo in pripravimo kot solato, solatne jedi, ali pa seveda jih potem shranjujemo v skrine in jih pripravimo za zimsko pripravo. No, zelje je še vedno najbolj prisotno na naših vrtovih, vse vrste zelj. Lahko seveda pripravi na več načinov. Zgodnjega lahko pripravljamo že v poletnih dneh, tako da jih napravimo svežega za solate, da pozna zelja pa potem shranjujemo, kisamo in jih pripravljamo za jedi v teh zimskih časih. Zato moramo tudi ločiti, kaj nabavljamo. Ali zgodnje zelje, ki ga sadimo lahko že nekje v aprilu, ali pa pozno zelje. Pozno zelje naj bi sadili zelo pozno, tam nekje lahko tudi celo sredi junija do konca junija, ne pa pred majem ali pa pred junijem. Tako da imamo potem rastno dobo, poletno dobo in pa jesensko, kjer se lepo najlepše razvija. Tako da je v jeseni tisto hladno obdobje, pridobimo in sadike potem tudi postanejo čvrste, dobre za pripravo za kisanje. Seveda pri nas imamo kar nekaj vrst zelja, teh novejših hibridov. Jaz pa pravim, da še zmeraj je najboljši ta naš staro varaždinsko zelje, ki je primerno za svežo pripravo ali pa za kisanje. Vendar tudi vsi drugi novejši hibridi so lahko zelo dobri, so mogoče nekatere malo manjše glave, ampak bolj čvrste. Odvisno seveda, kaj smo navajeni, kaj smo že sadili in kaj nam seveda po okusu tudi odgovarja. Drugače se pa pozanimamo pri vrtnarjih ali pa v trgovini, kaj bi bilo za najboljše za področje, kjer živimo. Kako posaditi zelje? Seveda pripravimo gredico, dobro pognojimo, posadimo in potem seveda pazimo tudi v poletnih dneh, če je velika suša, nastane sušna obdobja, da včasih tudi pozalijemo te rastline.
Vendar, če je veliko preveč vlage, lahko tudi prične zelje gniti. Zato ga moramo saditi bolj narazen. Vidim, da na nekaterih vrtovih, ker imamo zelo malo prostora, zelo veliko sadik na majhen prostor posadimo. To je zelo napačno, ker velikokrat potem pride v teh deževnih obdobjih, hladnih obdobjih do gnitja tega zelja. Zelje mora rasti tako, da je lepo med glavami vsaj nekako 30, ko so že odrasli, vsaj 30 cm narazen, da se lepo zrači, da nam ni potrebno potem zaščititi ga s kakšnimi fungicidi proti gnilobi. Seveda v teh večjih pridelavah ga sadijo tudi bolj skupaj, ampak tam se da tudi to potem zaščititi. Če pa hočemo imeti res naravno kapusnice, zelje, da ga ne škropimo, da ga ne ščitimo pred gnilobom, potem pa razen, da je vsaka glava ima posebno mesto na našem vrtu, da se potem tudi lepo hitro izsušuje in pa ne gnije v teh jesenskih dneh. Ja, zelo je zanimivo pogledati našo gredico, kjer imamo recimo veliko vrst cvetače, od raznih oblik do raznih barv. Tudi za nakrožnik je potem zelo popestrimo, seveda, če imamo razne barvnih cvetač, ohrov, drugih kapusnic, tako da so barve, da nam tudi z barvo privlačijo tisto jed, ki jo imamo. Seveda, pri rasti in sajenju se ne razlikujejo veliko. Če imamo cvetačo zgodnjo, se jo tudi zgodaj posadimo, že nekje sredi aprila, ker cvetača ni tako, ali pa ohrovt ni tako občutljiva na kakšne hladne obdobja, tudi kakšen manjši nočno minus temperaturo lepo zdržijo, tako kot zelje, tako da ni večjega problema. Pozno cvetačo, te pozne kapusnice pa res sadimo pozno, že nekje tam vsaj, jaz bi rekel takole junija, sredi junija, da je potem tudi pozno pobiramo in potem pozno shranjujemo. Če prezgodaj sadimo pozne rastline, potem imamo zgodaj pridelek, že sredi poletja in imamo potem prezgodaj, moramo shraniti to, zamrzniti in je potem tudi kvaliteta pada že po nekaj mesecih. Drugače pa sajenje, isto kot zelje, pripravimo gredico, posadimo. Pri cvetačah je najbolje, da naredimo tudi zastirko, da se mogoče pri večjih rastlinah, ko se malo povesijo, da ne padejo na zemljo, da tudi plodovi ostanejo lepi. Če pa nekatere cvetače sedaj, ali brokoli so sedaj precej visoki, močne rasti, velike glave, bele, zelene, tako da se včasih celo podrejo na zemljo. Zato je včasih potrebno tudi te rastline nakoliti na naših vrtovih, da potem lepo ostanejo lepe, da ne padejo na zemljo. Vendar, ko je cvetača zrela, jo je potrebno takoj odrezati, drugače nam bo ušla v cvet. Brokoli ravno tako, takoj odrezati, ko je zrelo, lepa, kompaktna še glava, takrat jo je treba odrezati in pa seveda pripraviti svežo ali pa shraniti v skrinji ali pa kako drugače. Skorš je listnato drevo z užitnimi plodovi. Njegova domovina je zahodna, srednja in južna Evropa, severozahodna Afrika in jugozahodna Azija do Kavkaza. Skorš se pogosto goji kot okrasno ali sadno drevo, čeprav so njeni majhnim hruškam podobni plodovi kisli in zelo trpki, dokler se v pozni jeseni ne umedijo. Plodovi skorša so vsestransko uporabni, uživamo jih umedene, jih sušimo, delamo iz njih kompote, pri žganjekuhi dajejo odličen sadjevec. Drevo skorša je včasih raslo na domala vsaki kmetiji, njegove sadeže pa so uporabljali v zdravilne namene.
Danes jih je v naših sadovnjakih malo, a vendar jih nekateri sadjarji ponovno sadijo. Eden izmed njih je Boštjan Vidmar, pri katerem je nastal tale prispevek. Ja, danes smo se dobili na hribu nad Izlakami. V ozadju vidite lep pogled na izlaško cerkev svetega Jurija in pa center Izlak. Tukaj je pa grič Zgornji Prhovec. Tukaj je moja domačija in na telem bregu, kjer se zdaj nahajamo, kjer je kar strma površina, sem pred 6 leti zasadil stare sadne sorte dreves. Najprej sem posadil drevesa ob teli dovozni vaški cesti. To je bilo leta 2015, ko sem prvič posadil 18 dreves. Razmišljal sem, katero sorto oziroma vrsto dreves saditi in zdaj, ko ugotavljam za nazaj, bolj razmišljam, da kot da sem jaz poiskal drevesa, da so ta drevesa našla mene. Tako da s temi skorži se ukvarjam zdaj 6 let in ljudje, ko hodijo to mimo in me sprašujejo, katere jabolke ali pa hruške sem posadil, bi mogel za osnovo povedati, da to niso jabolke, to niso hruške, ampak je svoja vrsta, drevesna vrsta, tako kot je malus pa pyrus, je to vrsta sorbus. Vrsta dreves sorbus, ki ima 4 sorte. In to so Acuparia, Terminalis, Aria in pa Domestica. In mi zdaj stojimo ob drevesu Sorbus domestica, po slovensko se to reče skorž. Kdor pozna jerebiko, bo takoj prepoznal značilno rast tega drevesa z listi v simetriji kot jerebika. Razlika do jerebike pa je, ko drevo odraste in pa v plodovih. Plodovi skorža, kot že ime samo pove, je to sorta domestika, se pravi, to povezujemo z domačnostjo, nekaj domačega, in tudi plodovi so uporabni za doma. Se pravi, jerebika ima manjše plodove, jih pojejo ptiči in niso ravno za predelavo. Po nemško se tudi reče Vogelbeere temu drevesu, se pravi drevo za ptiče. Skorž je pa drevo za uporabo. In te plodovi, skorževi plodovi, so izredno kvalitetni za žganje, za vrhunsko žganje, potem za kis, iz njega se proizvaja vrhunski kis, in pa seveda kvaliteten sok, prav tako sadno vino in pa marmolade. To drevo raste precej hitro, ima prirastka od pol metra tudi do kakšen meter na leto. V končni fazi to drevo zraste v višino tudi čez 20 metrov, tudi so primeri 25-30 metrov visokih dreves. Je izredno trdoživo drevo. Na Češkem, ko sem obiskal pokrajino Moravija, na Češkem, kjer vsako leto tudi organizirajo slavnost Oskoruši, po njihovo se skorž reče Oskoruš, so drevesa, ki so stara 500 let. To so ena najstarejših dreves. In tudi v Bibliji, ko je Bog ustvaril svet in vsi mislimo, da sta bila Adam in Eva v raju in da sta prepovedani sadež pojedla jabolko, ni bila jabolka, ampak tisti sadež je bil skorž. Že v Bibliji je omenjen skorž, ker takrat
teh sort jabolk še niti ni bilo. To drevo je zelo rado kot solitarno drevo, se reče, da zraste, da ima dovolj prostora, ne raste v gozdu, ampak raste za sebe nekje na odprtih travnikih, ker obožuje svetlobo, obožuje sonce. In tale lega tukaj je naravnost enkratna za tale drevesa, ker je ta naklon in lega z južna stran hriba naravnost idealna, da je dovolj sonca. Tukaj bi bil lahko celo vinograd, ampak zime so vseeno nekoliko prehude. No, zdaj, ko govorimo o zimah, sem ravno še bi poudaril, da ta drevesa ravno v tem času zdaj, ko je vsako leto problem s temi pozebami, so naravnost idealna za sadnjo, ker točno vedo, da morajo kasneje zacveteti in zacvetijo komaj po maju. Običajno tam nekje okrog 5. do 10. maja ta drevesa komaj zacvetijo. Ja, ta drevesa imajo rada z dušikom bogato rahlo prst, nikakor jim pa ne ustreza preveč mokra ilovnata prst. Se pravi, nekje takšna podlaga, kot je za vinsko trto, je za njih naravnost idealna. Drevesa niso občutljiva za sušo, celo paše jim suša, tako da tudi zdaj te razmere, ki se spreminjajo in včasih po cele mesece ni dežja, je to za ta drevesa ne predstavlja nobenega problema. Za nasvet kot za začetnike je zelo pomembno, ko se drevo posadi, da se vsako leto okrog drevesa okoplje ruša, da imajo čisto zemljo, da do njih pride zrak in pa voda, da pride do korenin. Kar je pa še problem in največja nadloga, s katero sem se pa jaz spopadal tukaj v mojem sadovnjaku, so pa podzemni škodljivci, voluharji. Jaz ta drevesa in cel sadovnjak vzdržujem čim bolj naravno, to pomeni v ravnovesju z škodljivci in z vsem življenjem, ki je v takšnem sadovnjaku prisotno, se pravi brez kakršnih koli kemikalij, škropiv, in tudi sadil sem ta drevesa naravno, brez zaščitnih mrež. To pa pomeni, da sem imel na začetku kar precej izpada, vsako leto skoraj tam okrog 10 dreves mi je čez zimo voluhar požrl, potem sem se jaz lotil voluharja in zdaj imam rekord, da sem v tem sadovnjaku polovil že 115 voluharjev. In to se tudi pozna, da zdaj v zadnji zimi sem imel izpada komaj 3 drevesa. Ja, na to področje se še nisem preveč poglobil, ker moja drevesa so letos prvič zacvetela in to samo 3 drevesa, tako da na pridelek še čakam in imam še čas, da to preštudiram. Imam pa knjige, v katerih je to vse zapisano, bom potem tudi pokazal. Največ so v teh drevesu pisali na Češkem, kjer sem prva drevesa tudi kupil, in pa na Hrvaškem na fakulteti v Zagrebu je dr. Drvodelić tudi napisal pred enim letom eno odlično knjigo, kjer so vse te zdravilne lastnosti in pa uporaba v kuhinji opisane. Kot vem sam, je drevo zelo zdravilno za prebavne motnje, za diarejo. Potem te plodove so, preden so začeli uporabljati žvepljo, dodajali v sadjevec in pa v vino. In potem je bilo to res naravno vino in sadjevec brez žvepla, ker ta plod ima izredno veliko tanina, ki potem vino očisti in ga tudi zaščiti. Druge zdravilne lastnosti so tudi ena kemikalija, ena spojina, sorbus se imenuje po spojini sorbo
Je pa ena cela znanost v uporabi brstov. In brst, predno zacveti, je izredno bogat z zdravilnimi spojinami in tudi te brste v farmacevtski industriji že na veliko uporabljajo. Ekološka kmetija, ki jo vodita Klemen in Julija Vodnjov, leži v neokrnjeni naravi na Zagriču pri Primskovem. Njena zgodba se je začela pred dobrimi 10 leti in že na samem začetku sta se odločila za pridelavo orehov, lešnikov in aronije. Danes imata poleg tega še več drugih sadnih vrst in kot pravita, vsako leto prinese nekaj novega. Kot dopolnilno dejavnost pa imata še predelavo, s katero dopolnjujeta svojo ponudbo. Začetek naše kmetije, zdaj Eko kmetija Vodnjov, vsega dobre 10 let nazaj. Pred 15 leti sem tukaj kupil parcelo, staro hišo, mišljeno je bilo to, da bo vikend. Potem sem spoznal sedanjo ženo in so se preselile sem. Prišli so otroci in smo se odločili, da bomo živeli tukaj in se ukvarjali s kmetijstvom. Kasneje smo kupili še zemljišče na drugih lokacijah, tako da imamo zdaj 10 hektarjev, od tega je 9 hektarjev sadovnjakov, vse ekološko, večina je lesk, potem je dobre 2 hektarja orehov, aronija in še veliko vrst ostalega sadja. Začel sem tako, na tej parceli je bilo, velik del parcele je bil zaraščen. Treba je bilo skrčati robidovje, leske so bile zaraščene, vse je bilo treba skrčati. Na začetku sem posadil 2 oreha, nekaj starih sort visokodebelnih dreves, to so bile jablane, hruške, prišlo je tudi nekaj sliv. Ta kmetija je bila včasih poznana po češnjah, so jih sušili. Počasi se je začelo, ni bilo to vse naenkrat. Vsako leto se je kmetija širila, ampak tukaj so dosti težki pogoji za kmetovanje, sploh za sadjarstvo, ker je težko je obdelovati, ne da se obdelovati recimo s traktorjem. Tako da naslednje zemljišče smo kupili na takih lokacijah, da so bolj primerne za sadjarstvo. Ekološka kontrola, to izgleda tako. Treba se je prijaviti, treba je upoštevati vse smernice. Smernice, to so v bistvu smernice Ekološke Evropske unije. Vse se dela po ekoloških načelih, ne sme se uporabljati umetnih gnojil. Zelo so omejena škropiva, kaj se lahko uporablja, v glavnem so naravno, ne sme biti sintetičnih. Vse se dela v glavnem na preventivi. Gnojimo zemljo, ne same rastline. Kontrola pride vsaj enkrat na leto, kontrolirajo samo kmetovanje na parcelah. Treba je vse zadeve, vse stvari, kar delamo, si moramo zapisati, moramo voditi evidence o gnojilih. Posod je treba imeti tudi analize tal, analize zemlje, da se ne gnoji na pamet. Za vsako stvar moramo imeti razlog, kaj delamo, ne smemo delati na pamet, ne gnojenja, ne škropljenja, vse stvari. In kontrolirajo se tudi papirji, dokumentacija, izdelki sami na koncu, lahko se kontrolira zemlja, da res ne vsebuje kakšnih ostankov pesticidov. V ekološki pridelavi je lahko tudi do polovice manj pridelka kot v klasični intenzivni pridelavi. So pa ekološki pridelki vsebujejo bistveno več zdravju koristnih snovi, več mikroelementov, več vitaminov in so nasploh dosti bolj zdravi kot pa klasično pridelani. No, pri nas na kmetiji je tako, da vsa predelava, ves proces predelave gre izključno na naše kmetije. To delamo samo lastno, ne.
Na začetku naberemo potrebne sestavine, recimo bom povedala na soku iz aronije. Ko jagode poberemo, jih zmeljemo, počakamo nekaj ur, stisnemo in pol pasteriziramo ter flaširamo. In dodamo pol etikete še. Vse te stvari delamo sami, vključno z etiketami. Tudi se trudimo, da ponudimo potrošniku čim več različnih stvari. Pri nas kar nekaj novih produktov. Recimo vsak let pride kakšna nova stvar. Na začetku je bil sam sok iz aronije, marmelada, pol pa smo dodali suho aronijo v prahu. Letos je prišla ven aronija v kapsulah. Cvetni prah je bil kot navaden, zdaj pa še v kapsulah. Zdaj imamo plane za kakšne energetske ploščice. Murva recimo tudi je bila tako zanimiva, ampak jo se ne da v bistvu prodati na hitro, ker ko pada z drevesa, že praktično čez par ur ni primerna za prodajo. Ne zato, ker ne je dobra, ampak izgubi svoj videz. In smo tudi rekli, zakaj ne bi jo posušili. Na začetku, se pravi, prodajamo jo kot suho sadje. In lani se nam spet prišla ideja, zakaj ne bi jo zmleli. Zakaj bi jo, v bistvu murva ima 50-60% sladkorja in je kot naravno sladilo. Letos, ko je bil čas pusta krofov, za mesto sladkorja smo potresli murvo v prahu in je zelo lepo se odnesla. Naš v bistvu tak produkt, kateri mislim, da delamo sam na naši kmetiji, so sadni lističi. To so tanke ploščice, narejene samo iz sade, brez dodatkov kakršnihkoli sladkorjev. To smo začeli delati takrat, ko eno leto nam obilno obrodila kutina in nismo vedeli, kaj s tem sadjem, ker, kakor veste, svežo zaužiti zelo težko, sicer ima zelo lep vonj. In smo začeli delati sadni listič. Sem pogledala po spletu, večinoma na ruskem, kaj se da narediti, in pol pa ta recept sem prilagodila za prodajo. Malo spremenjena, bolj so tanki, bolj so suhi. Tudi proces, kako bi to rekla, izdelave nalepke je tudi bil kar dolg. Vsak let smo morali nekaj popraviti, ali lih takrat, ko je bila kakšna kontrola, tudi tam so povedali, kaj manjka. Recimo smo nadgradovali letos, recimo smo naredili tudi spletno stran, na kateri vse te stvari ponujemo. V to nas tudi v bistvu vrgla ta korona kriza, ker v bistvu na spletni strani morajo ljudje lahko sami pogledati, kaj imamo, kaj ponujemo, kaj imamo na zaloge. To tudi smo delali sami. Sem šla na tečaj oblikovanja spletnih strani in na koncu je prišla taka lepa stvar. Ljudje najbolj povprašujejo seveda po lešnikah in orehih. Tega nam zmeraj zmanjka novembra, decembra meseca. Sicer zaenkrat nimamo še takih velikih količin. Potem pa gre aronija. Sicer je tudi zelo dobro so šli sadni lističi, ampak za sadni lističi v bistvu ljudje morajo poskusiti. Ni zadosti samo, da poveš, da to dobro, da slastno, ampak morajo ponuditi. In ker zdaj na tržnicah ne smeš ponuditi nič za poskusiti, mičkan bolj teže. S cenami je tako, mi zmeraj stojimo za našimi produktami, za kvaliteto tega, kar prodajemo. Naši izdelki so bili na različnih ocenjevanjih, so dobili že zlate priznanje na dobrotah slovenskih kmetij. Srce Slovenije so ocenjevali znakom kakovosti naši izdelki.
Seveda mi sestavimo kalkulacijo, koliko bo to prišlo. In v bistvu ponudimo po zmernih cenah, ampak izmeri stojimo za tem. Če sok za aronije pol litra pride 6 evra, jaz ljudem izmeri razložim zakaj. Zato, ker za pol litra soka moraš nabrati 1,2 kg tele aronije. 1,2 kg, to je tam 1000 jagod. Pol pa predelava, pa flaširanje, pa moraš priti na tržnico in tako naprej. Še posebej ljudje razumejo tele cene, ko pridejo k nam. Jaz se zmeraj povem, pridite, poglejte, ne. Mogoče, če je res človek, ne vem, rad bi res se prepričal, ko bo šel nabirat, bo videla, ne, ali ko bo šel obtrgavati lešnike, leske, 1800 lesk na roke rezati, bo veliko bolje razumel, zakaj so take cene. Pa še posebej ekološki certifikat tudi veliko pomeni, ne, kakor je mož rekel, manj predelka dobiš, bolj kvalitetnega, bolj okusnega in ljudje, ko poskusijo, ne, čeprav je cena večja, se vračajo, ne, ker vejo, da bojo pojedli to, kar bojo kupili in to bojo z užitkom pojedli. Kmetija, to je živa stvar, to se razvija, vsako leto je nekaj drugače, odvisno od vremena, drevesa rastejo, pridelki nihajo, leto ni enako leto. Naša drevesa še niso v polni rodnosti, vsako leto tudi še dosadimo kakšno parcelo dokupimo. Razvijamo se pač v tej smeri, ekološko sadjarstvo. Gremo vsako leto še tudi kakšno novo vrsto, poskušamo zdaj z malinami, slivami, vsako leto kaj novega. No, jaz bi dodala, da uvajamo turizma na kmetijo, vabimo skupine za ogled našega sadovnjaka, delavnice. Imamo v Dolenjah Laknecah eno staro 400 let hišo, katero tudi radi bi v prihodnosti preuredili v namen turizma, se pravi oddajanje v najem. No in seveda kakšne nove produkte zmeraj pridejo.